Lep pozdrav. Glejte, kako komentirate govor filozofa Slavoja Žižka na otvoritvi sejma, ki si je pač privoščil tale govor o aktualnih razmerah, zaradi katerega so tudi nekateri zapuščali dvorano? Torej, jaz sem pričakoval, da bo pogruntal nekaj ekscesnega, on mogoče celo to zavestno dela, malo tudi nezavedno, svoje slepe pege pač ne vidi. Jaz sem bil razočaran, da se je šel kot filozof, ker vemo, 11. teza o Feuerbachu pri Marxu sicer pravi, da naj bi filozofi spremenili svet, ampak danes vemo, da filozofi postavljajo pametna vprašanja, ne pa da dajejo odgovore. Ne? Mene je razočaral, ker se politično aktivira na, rekel, meni paradoksalen način. On kot, rekel, psihoanalitično orientirani filozof bi moral vedeti, da so stvari subjektivne, da drugega kot etiko ne more upeljati v nek diskurs, politološki oziroma politični diskurs. Za Žižka se ve, da je pro-palestinski, ne, in on je šel to svojo politično ali pa ideološko opredeljenost pokazati. Meni to ni bilo glih modro, ne. Mislim, to je vse dogovorjeno, je pripravljal svoj govor kar nekaj časa, zdaj zadnji teden po tem napadu ga je preoblikoval in Asta Vrečko je vedela, kaj kani povedati, verjetno je vedela, prevajalci so to tudi dobili tam že naprej, je servirano. Moram reči, da mene je razočaral, ker vem, da bi kot psihoanalitik ogromno stvari pametnih, teoretskih lahko povedal. Nenazadnje je Freud bil Žid, mož Mojzes in monotonistična religija je Freud napisal, on bi lahko upeljal recimo teorijo analnega karaktera, kaj predstavlja ozemlje za nek narod, kaj predstavlja država, ne, simbol mame za nek narod. Vse to bi lahko on lepo teoretsko razložil in dobil aplavz, zdaj bil pa aplavz tako rekoč izsiljen, ne. Se pravi, tisti neki pro-palestinci so mu ploskali, kaj vem, tale Izrael je pa pač imel svojo kalvarijo in on si je malo preveč drznil, po mojem okusu, no. Glejte, prav ti namreč so tudi tukaj zraven, no, eden od njih je Mika Kovač, ki so zelo polemizirali vabilo vas, vabilo in na predstavitev knjige Prvi spol. Kaj menite zdaj o tem, o tej dvoličnosti? No, ravno ta Miha Kovač me je tako razočaral. On se tam gor zdaj sklicuje v Frankfurtu kot neka vodja delegacije, že je 33 let, hodi na ta sejem, to je oče Mike Kovač, znane aktivistke 8. marca, ne, se pravi pro-feministične, pro-leve. On je tam zdaj polna usta te paradigme svobode govora, na katere se jaz tukaj sklicujem, pa ne samo od 35. knjižnega sejma naprej, ko sem 2019 bil deležen pogroma tam, ko so me napadali, ko so me policisti branili, ko je ta isti Miha Kovač bil v Odmevih in Tani Starič rekel, da sem jaz neotesanec, ki ne sodi na sejem, ne. Tle pa brani svobodo govora Žižka, ne. To je neka hipokrizija, ki se tak intelektualec kot Miha Kovač ne bi bil, si ne bi smel privoščiti, ne. Po drugi strani se v Sloveniji dogaja cenzura svobode govora. Ne to toliko, da mene Urška Klakočar Zupančič preganja s policijo zaradi tega, ker sem svobodno govoril in to je bila moja dolžnost v Faktorju. Akos, agencija hoče ukiniti Faktor, ta dotični. Na Faktorju se tam zdaj izpisuje tej verziji, da jaz sovražno govorim. Ta Miha Kovač pa tam Evropi razlaga, kako šteje svoboda govora in da to mnenje Žižkovo pač šteje. Jaz mislim, da kaj takega se nek moralno odgovorni intelektualec tega dvojnega pogleda na svobodo govora ne bi smel privoščiti, ne. Tako da jaz po drugi strani tudi ta knjižni sejem niti ne spremljam, mislim, tudi zato, ker sem vedel, kaj bo Žižek
tam govoril, ne, da bo politično opredeljen, resnici na ljubo. Jaz Žižka sploh nisem poslušal. Jaz sem samo vedel, da bo neko tako rekoč pizdarjo v špiču, da bo zopet slaven, ne, ker on želje po slavi ima pa tako, jo ima raj kot samega sebe, ne, sorry, da moram to reči. Glede, kaj pa je v vaši knjigi Prvi spol tako spornega, da so prav podpisovali pismo, s katerim so zahtevali, da vas knjižni sejem ne bi gostil? Pa seveda so tudi intervenirali na razne organizatorje kongresov, ki so mene izbrali za predavatelja. 2 kongresa sta odpadla, zato ker jaz širim, bi rekel, teorijo psihoanalitično, ki ni naklonjena levi ideologiji, da ne rečem feminizmu. Ne. Jaz sem napisal to že drugo knjigo, ki je tako rekoč antifeministična knjiga, in ljudem to ne paše. Gre za vojno v interpretaciji. Ne. Zdaj pa zame se pa tudi ve, ne, da sem tle nekje iz Trbovelj, ki se označuje, da smo leglo komunistov, ne, in jaz sem prolevičarski v svojem srcu, ki ga imam na levi, ne, me vleče v neko briko gledanje prosocialno, ki je domena bolj levih gibanj ali pa političnih strank. Po drugi strani sem zaradi psihoanalize pa konzervativen, ne, ampak glavo imam pa na sred in sem zdravo teoretski, ne, se pravi z umom motrim tudi to krizo, recimo izraelsko-palestinsko, ne. Žižek se pa kot filozof pa opredeljuje za nekaj, ne, pro-palestinsko. Se je obsojal, ne, sej moram reči, da verjetno ni toliko brcal v temo, ne, kot se mu mogoče očita, ampak tam, recimo, frankfurtski župan, ki je Žid, ne, zadeva je občutljiva, on se pa izprsi, ne, in nekaj pove, kar absolutno ne bi smel tako zastaviti. Ne. On bi lahko, recimo, razložil, sam se boji, da bi postal drugi Salman Rushdie, odkje muslimanom takšna verska blaznost, ne. Kdo je bil prerok Mohamed, ne. Vse to bi se dalo skozi psihoanalizo lepo povedati. To jaz govorim v vseh teh intervjujih, pa tudi v tej knjigi Prvi spol, pa o spolu, in seveda sem nadležen, ker se suvam LGBT ideologijo, trans ideologijo, feministično ideologijo, ki vse gravitira na levo, ne. Zdaj se pa ti filozofi, ne samo Žižek, tudi Mladen Dolar je na njegovo stran stopil na tem sejmu. Oni pa kar zamolčijo, kaj je Freud rekel na tem področju. Ne? Oni so se odrekli Freudu in psihoanalizi in so se politično opredelili, kar jaz recimo ne delam. Jaz dam ljubezen do spoznanja torej na prvo mesto. Oni dajo pa svojo politično opredelitev na prvo mesto in to se meni zdi skrajno perverzno za nekoga, ki je univerzitetni profesor, svetovno je cenjen, mislim, zdaj cena mu tako in tako padla, sedanji Žižek pol tistega ni bil, kar je bil preden se je podal v tujino, ne? On se je 2 let učil angleščine, zato da bi šel uspet v tujino, ne? To je simptom, ne? Ampak ne bomo v tem. Skratka, jaz dajem tej slovenski javnosti neko kritično mnenje, nek psihoanalitični pogled na družbo, na razumevanje družbe, posameznika in sem preganjan. Jaz sem preganjan in to ni prav. Ne? Žižek je pa tam, ne vem, javno izkazuje, da je proti Janši, stopne stran Goloba, ne? Zdaj pa ima, kaj je dobil od tega Goloba. Ne? Tako da cela zgodba je farsa, groteska, mislim, grozljivo je vse skupaj z mojega vidika. Sami ste že omenili, da je Akos prepovedal TV Faktor, v katerem ste kritizirali, analizirali, bi lahko rekli, predsednico Državnega zbora. Kakšen je vaš komentar? Mislim, to, da en Akos stopi na stran vlade in cenzurira nekaj, kar je zaukazano. Meni so ta Faktor, zdaj, nažalost, v TV3 prelepili z nekim napisom, ki pač govori, ne vem zdaj kaj govori, da je po Akosovem mnenju, da gre to za sovražni govor. Mislim, to prorežimskost bi mogli v trenutku, ko je opažena, ukiniti in to levi intelektualci. Ten predsednik sveta Akosa je nek dekleva, ki bi lahko rekel, da je moj fan. Skupaj smo bila v Bosni, ker smo razkrinkali natek tistega Osman Agića in da on ne vseka po mizi, da to Akos, kar je meni naredil, ne bi smel narediti. Ne?
Torej, TV3 pa ne bi smela popustiti. Treba bi tisto 500 evrov kazni plačati, ki jaz lahko plačam, če je to zdaj issue, ne. Pa zdaj se pritiska na mene, jaz sploh ne upam več govoriti, ker konec koncev se jaz zdaj bockam s policijo na sodišču. Jaz sem prvi obrok odvetnika 600 evrov za plačati, jaz bi 125 evrov z lahkoto plačal, pa bi rekel, da sem potem pa kriv, ne. Tale Urška Klakočar Zupančič je moralno nerazsodna. Pa to Golob, da eno, bom rekel, novo partnerico sili v politiko. Jaz sem to prvi v Sloveniji napovedal, da bo Tina Gaber postala ko Jovanka, ki je krojila jugoslovansko politiko. Prvi sem to rekel. Ne? Zdaj se še Vesna Vuk Godina ven meče. Ne? Mislim, gledajte, svoboda govora je sveta stvar. Mi se temu ne smemo odreči. Nobenega sveta za preganjanje drugače mislečih ne sme biti. In mi intelektualci, moralna dolžnost je, da spregovorimo. In jaz sem, rekel, brez lakanja jezikov, spregovorim skozi fundament psihoanalize in sem neljub. Za leve in za desne, ampak moja intelektualna dolžnost je, da povem, kar si mislim. Glede, Urška Klakočar Zupančič pa je v intervjuju za Reporter povedala, da se taki moški, vi med njimi, pa tudi Janez Janša, pa Bojan Požar, da se je bojijo. Ja, seveda, če bi se pa ena na ena na samem dobil z njo, mislim pa na posteljne radosti, ne bi se jo pa res bal, ne, ker ne vem, moje videnje, branje simptomov, ki jih ona daje od sebe, pač jaz imam to znanje, da to opažam, to, mislim, ne bom šel v to smer, ker bojo še vašo Novo 24 ukinili, ne? Tak je ta režim. Glejte, neko znanje, ki ga jaz imam, je pač tako, da z lahkoto skozi psihoanalizo utemeljujem, zakaj se moški ne boji žensk. Boji se simbolne kastracije, ki jo močne ženske vršijo nad moškimi. In če moški postanemo družno simbolno kastrirani, se lahko kar ukinemo kot država. Zato, ker bojo naši sinovi postali moralno nerazsodni, ker moški strani mame ne more biti kastriran, strani svoje žene, ker to slabo vpliva na otroke in moralno prav je, da smo skupaj zaradi otrok. In to ta Klakočarka ne ve. Ne? Ima dva mala otroka, eden je še celo avtist in se pravi dvojčka in se gre lepo ločiti. In to slavnostno zdaj razlaga celemu svetu, nekako je ona srečno ločena, ne, to je moralno nerazsodno, ne, in zdaj pa, če jaz to rečem, ne, da zanemarja tudi materinstvo, me pa preganja kot sovražno govorečega. Jaz sem pa dnevno tukaj ljudi, ki me kličejo, pa kaj sem jaz narobe naredila svojim otrokom, da je zdaj tak, kakršen je. Gospa, ločili ste se, sina vam mora mož urec prav, jaz sva ločena. Ja, zdaj pa imate psihopata, ki nima moralne razsodnosti, nima vesti, ker odipalno fazo ni razrešil, ker bi oče mu pokazal, kaj je moralno prav. Tega Urška Klakočar Zupančič ne ve. Jaz pa vem, pa sem preganjan zaradi vse te svoje moje vednosti. Mislim, to je grozljivo. Gospod Vodeb, hvala lepa za ta pogovor. Prosim. Hvala lepa. Hvala vam. Ja, nič, a tudi plačati ste mogli, ne? Plačujem odvetniku. Aha, odvetniku.